Včeraj potrjen VD direktorja Splošne bolnišnice Šempeter, dr. Dimitrij Klančič. Dober dan, dobrodošli. Hvala lepa za povabilo, dober dan želim. Nič nas ne boli, nič ne bo treba se danes na Robinu zdraviti. Lahko le nazdravimo v čast oddelka za dializo Šempetrske bolnišnice, ki v teh dneh praznuje Abrahama. Čestitke, 50 letij je zavidljiva doba. Kako pomemben je za nas, dr. Klančič, ta mejnik? Seveda najlepša hvala za čestitke, predvsem našim pacientom, ki 3-krat tedensko ali 4-krat tedensko, nekateri že več kot 45 let obiskujejo oddelek za dializo, kjer jim s pomočjo najmodernejših aparatur in seveda tudi osebja omogočimo, da kar se da kvalitetno živijo. In dializa je zagotovo pomemben delček, vemo iz EKU Šempetrske bolnišnice, vemo, tam se zaposleni srečujete z bolniki v zelo občutljivih obdobjih življenja. Ne nazadnje ste že sami omenili, imate tudi pacientko, ki že 45 let, še več kot 45 let, hodi na dializo, potrebna je velika mera empatije do sočloveka. Kakšno pa je sicer vzdušje na tem oddelku? Kako bi ga vi opisali? Trenutno lahko rečem, ker smo v fazi gradnje, smo nekoliko razseljeni, predvsem glede materijala, ampak ker smo, lahko rečem, v dokončnih delih prenove prvega nadstropja v stari bolnišnici dializnega oddelka, se nadejam, da bo to vzdušje še optimalnejše, tako med zaposlenimi kot med pacienti. Seveda, kot že rečeno, ni enostavno biti pacient pa 3-krat tedensko ali dopoldne ali popoldne priključen na aparat, ampak to je pač nov stil življenja in je življenje. Kar se mi zdi zelo pomembno, je življenje. Omenili ste trenutno na dializi v bolnišnici Šempeter poteka prenova, kako daleč ste z deli? Dela so, lahko bi rekel, v dokončni fazi, tako da upam, da do konca leta bo oddelek oziroma polovica oddelka predana namenu, tako da bodo lahko pacienti dializirani v prvem nadstropju stare bolnišnice v prenovljenem oziroma popolnoma prenovljenem dializnem oddelku. Odlično, zagotovo se že veselijo. No, in v okviru prenove boste nabavili tudi nove dializne aparate. Potrebno je nabaviti vrhunske, seveda, ker vemo, da to je vseeno ena velika skrb za paciente, ki hodijo k vam, in tak aparat pa seveda za nabavo tudi nekaj stane, ne? In to ne malo, in vsi, ki si to želijo, lahko tudi pomagajo z donacijo za nabavo novih dializnih aparatov. Več načinov obstaja, morda jih opišete, kateri so? Tukaj smo z dobrodelno združbo, se pravi Vrabček upanja, gremo skupaj z bolnišnico z namenom, da res prvič odpremo bolnišnico, ker to je zdaj naše drugo veliko sodelovanje. Če se spomnite, 2 leti nazaj smo zbirali za potrebe pediatrije, zdaj smo se pa ob tem lepem okroglem jubileju 50-letnici dializnega oddelka odločili, da bodo sredstva namenjena dializnim aparatom oziroma dializni opremi. Torej, skupaj z Vrabčkom upanja lahko imamo možnost prvič, da kupimo vrhunska vina, tako da najlepša hvala vsem vinarjem Krasa, Vipavske doline, Brd, ki so donirali res, tisti, ki se spoznate ali ki se spoznamo na vina, najboljše, kar obstaja, ne v nekem ožjem smislu, ampak v svetovnem smislu. In s tem, ko kupite preko spletne dražbe to vrhunsko vino, boste nekaj naredili za bolnišnico, za dializo, ne nazadnje pa tudi zase. Namreč vino jemljimo kot nek vrh vinske umetnosti, če hočete, ali kulinarične umetnosti. Dalje imamo možnost donacije ali skeniranja preko bolnica 5 ali 10. Ne nazadnje pa se nekatera podjetja odločajo tudi za donacijske pogodbe. Vse je dobrodošlo, ampak ni namen samo to zbiranje denarja, ampak če dovolite, v teh letih smo poskušali bolnišnico kar se da odpreti lokalni javnosti ali tudi širše. Namreč bolnišnica ni last zaposlenih, ampak je namenjena pacientom, težkim bolnikom, in zdi se mi
na mestu, da poudarim, bolnišnica je naša, je del naše regije, ne nazadnje postajamo največji gospodarski subjekt regije. In je namenjena za ljudi. Za ljudi. Potrebujejo. No pa če se povrnemo k dobrodelni dražbi vin, dokdaj je v teku tale dražba? Ja, smo lahko bi rekli, gremo v ciljno ravnino, tako da še en teden časa imamo, tako da dražba se bo zaključila naslednji četrtek ob 12. uri. Sicer bomo na to v Vili Vipavže, kjer je zaključni dogodek, dražili še dejansko, tako da skupaj z voditeljico Marjano Gerčman bomo top 10 vin, ki so najviše kotirala, še dejansko v živo dražili oziroma dvigali cene. Tako da imamo priliko, da še en teden, slabih 7 dni časa, da doniramo. Za nakup novih dializnih aparatov, kje lahko dražitelji pošljajo svojo ponudbo? V bistvu na spletni strani, kot že omenjeno, imamo na spletni strani bolnišnice ali na spletni strani fundacije Vrabče upanja. Gre za eno in isto zadevo, ampak kot vam je ljubše, lahko pristopite na bolnišnično ali na spletno stran Vrabčka upanja. No, morda lahko zaupate, koliko sredstev za nabavo novega dializnega aparata ste zbrali že do sedaj, no vendarle ni tako poceni, ne? Drži. Ta trenutek je samo glede spletne dražbe vin do tega trenutka več kot 13.000 evrov že zbranih. So pa zraven še, kot pravim, donacijske pogodbe in niso všteti, se pravi, tile skeni bolnica 5, bolnica 10. Tako da še prišlo naknadno, ne? Tako. Pa morda za konec, Dimitrij Klančič, kaj bi zaželeli dializnemu oddelku šempetrske bolnišnice ob tem pomembnem jubileju, ob tej 50-letnici? Da še naprej tako dobro služi svojemu namenu, se pravi pacientom z dokončno ledvično odpovedjo, tudi s kronično ledvično odpovedjo, namreč v dializnem centru potekajo tudi edukacije, predavanja, priprave na nadomestno zdravljenje, priprave na transplantacijo. Ne pozabimo na to, da imamo tudi možnost trebušne dialize, se pravi zdravljenje odpovedi ledvic s trebušno dializo. Tukaj smo center, praktično lahko bi rekli, za celo Primorsko ali za celo zahodni del Slovenije, tako da tam se dogaja še marsikaj in predvsem namenjeno je, kot že rečeno, pacientom z dokončno odpovedjo ledvic in tudi vsem ostalim nefropatom. In ne pozabimo, možnost dialize imajo tudi pacienti, ki jim akutno odpovedo ledvica, se pravi, da jih dializiramo v intenzivni enoti ali drugje po oddelkih, tako da spektr dela ali stroke je velik, tako da vse dobro dializnim pacientom, pacientom s kronično ledvično boleznijo in pa seveda tudi osebju, ki tako lepo skrbi in dela za te bolnike. Srčno, s toplino, pa tudi izobraževalno v nove izzive z dializnim centrom šempetrske bolnišnice. Dimitrij Klančič, v.d. direktorja, po novem najlepša hvala in seveda srečno še naprej. In hvala tudi vsem tistim, ki boste donirali za nakup novih dializnih aparatov za šempetrsko bolnišnico. Uspešno! Hvala. Radio Robin. Radio Robin.